Odgovori na mestu. Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci v oddaji Odgovori na mestu. Danes že na vsakem koraku poslušamo in beremo o tem, da prihodnost našega planeta in države mora temeljiti na trajnostnem razvoju. Najpogosteje citirana definicija trajnostnega razvoja pravi, da trajnostni razvoj zadovoljuje potrebe sedanjega človeškega rodu, ne da bi ogrozili možnosti prihodnjih rodov, da zadovoljujejo svoje potrebe. V današnji oddaji bomo o omenjeni temi spregovorili z energetskim strokovnjakom Boštjanom Pišotkom. Torej, govorili bomo o trajnostnem razvoju ter o področju, ki je z njim nerazdružljivo povezano, o energetiki ter prihodnosti energetskega in okoljskega razvoja naše države. Lepo pozdravljen, gospod Boštjan Pišotek. Lep pozdrav in lep pozdrav tudi vašim poslušalcem Radia Brežice. Pa če se dotakneva kar vprašanj, in sicer trajnostni razvoj in prehod k nizkoogljični družbi predstavljata dve ključni nacionalni strateški vprašanji. Začnimo s vprašanjem z področja trajnostnega razvoja. Kaj pravzaprav pomeni trajnostni razvoj in kako ga zasledujemo v energetiki z vidika energetskih sistemov? V bistvu trajnostni razvoj predstavlja nekako tri pomembne stebre oziroma vidike. To je gospodarski razvoj, socialno-družbeni razvoj in pa varovanje okolja. Zdaj, v zadnjem času se veliko govori o Pariškem podnebnem sporazumu, ki je nekako osnova za vse nadaljne usmeritve, strategije in pa politike. V Sloveniji, kar se tiče energetike, sledimo tem trajnostnem razvoju in tu se moramo zavedati, da imamo dober energetski model. Če poznamo malo osnove energetike, vemo, da tretjino električne energije pridobimo iz hidroenergije oziroma iz tako imenovanih obnovljivih virov energije, potem tretjino električne energije pridobimo iz nuklearne elektrarne Krško, tu seveda govorim o polovici proizvodnje nuklearke, in pa potem še tretjino iz fosilnih goriv. Ključno je, in tudi vsi indici kažejo, da je slovenski energetski model vzdržen model, trajnostno vzdržen model. Namreč ravno ta miks v tem portfelju, se pravi obnovljivih virov in pa tudi fosilnih virov in kakor tudi nuklearnih virov, predstavlja nek zelen, zanesljiv, varen pa tudi konkurenčen proizvodni portfelj in pa, kar je najbolj pomembno, domačo proizvodnjo, kar pomeni, da tudi potem ne nazadnje cena električne energije tržno zanimiva in pa seveda tudi za potrošnike sprejemljiva. Evropska komisija je lani jeseni objavila mnenje o slovenskem energetskem in podnebnem načrtu do leta 2030. Kako komentirate rahlo grenko oceno Evropske komisije za Slovenijo? V bistvu nacionalni energetski podnebni program je bil sprejet ob koncu prejšnje vlade, bil je poslan v Bruselj in potem lani jeseni tudi je Bruselj podal oceno v okviru Evropske komisije. Predvsem kritika je bila ta, da smo premalo ambiciozni iz naslova obnovljivih virov energije. Namreč Slovenija se je do leta 2030 zastavila zelo neambiciozen cilj 27% energije iz obnovljivih virov, predvsem če se zavedamo, koliko naravnih danosti v Sloveniji imamo. Tu predvsem mislim na vodo. Hidropotencial je v Sloveniji ogromen. Že danes pridobimo približno 4 teravatne ure, kar je tretjino električne energije iz hidroenergije, in pomeni, da tu imamo še nekje do 2 do 3 teravatne ure še nekih potencialnih rezerv, katere pa je seveda potrebno uresničiti z nekimi projekti. Potem Evropska komisija se je tudi oprla na problem slovenske zakonodaje, katera je potrebna debirokratizacije in pa poenostavitve, in pa seveda poudarili so, da poleg hidroenergije je potrebno vlagati tudi v sonce in pa ne nazadnje tudi veter. Tako da Slovenija ima tukaj kar dovolj priložnosti, verjamem tudi, da imamo znanje, da te projekte uresničimo, potrebno pa je s temi projekti začeti in tudi pridobiti na nazadnje vsa ta gradbena dovoljenja in jih spraviti v življenje. Tu pa se trenutno stvari zatikajo iz raznih razlogov, tudi iz nekih nasprotovanj, ki vedno nimajo neke trdne osnove, ampak so zgolj a priori zoper nekih lastnih interesov proti, brez konkretnih nekih argumentov in pa dejstev. Tako da tu je v Sloveniji veliki izziv. In tu nas vse skupaj čaka kar potreba po sodelovanju, govorim tako državnih organov, investitorjev, kot tudi nevladnega sektorja, da bomo uspeli te projekte realizirati, uresničiti in pa seveda, kot sem predhodno dejal, da bomo še vedno ta naš energetski model držali vzdržno, da bo konkurenčen in pa da bo tudi ne nazadnje domač, kajti ne smemo si privoščiti, da bi pač električna energija bila predmet uvoza iz tujine,
ker to pomeni ne nazadnje potem tudi samo podražitev za potrošnike in pa višje mesečne položnice električne energije. Vemo, da čim višja je samooskrbnost države z električno energijo, tem večja je njena konkurenčna prednost. Slovenija si s sprejemanjem dolgoročne podnebne strategije zastavlja jasen cilj, da do leta 2050 doseže tudi ogljično nevtralnost. Katere spremembe bodo po vašem v energetiki zato najbolj nujne v prihodnosti? Drži, po tem nacionalno-energetskem podnebnem načrtu je naslednji pomemben dokument, ki je, se pravi, dolgoročna podnebna strategija Slovenije, ki je trenutno bila iz strani vlade posredovana v parlament in je tam v obravnavi. Ključno pa je, da se zavedamo, da je potrebno naš energetski in pa tudi družbeni, gospodarski, ne nazadnje trajnostni razvoj deliti nekje na dve faze. Prva faza do leta 2030, to je nekje gledamo v energetiki srednjeročni razvoj, ga poimenujemo. V tem primeru moramo vsekakor zgraditi hidroelektrarno Mokrice, jo tudi vklopiti nekako v omrežje in pa potem začeti z izgradnjo še teh preostalih hidroelektrarn na Savi, tu predvsem mislim na Srednjo Savo, od Suhadola, Trbovelj in pa Reng. Tu nekje imamo potencijala, če gledamo vse te 4 elektrarne, se pravi Srednjesavske plus Mokrice, za še nekje približno okoli 0,5 teravatne ure električne energije. Potem po letu 2030 pa nas čakajo kar večji izzivi, se pravi, mi vemo, da bomo mogli zelo kmalu zapreti tudi TEŠ, nekje v javnosti se zdaj porajajo podatki in pa tudi strokovna javnost nekako ocenjuje, da do leta 2033 bo potrebno TEŠ zapreti. S tem vemo, da izgubimo 1/3 električne energije, domačega proizvoda, in to bo potrebno nadomestiti. Konkretno to pomeni, da bo potrebno po letu 2030 načrtovati oziroma že začeti z izvajanjem projektov, tu predvsem z jedrsko energijo. Brez jedrske energije v Sloveniji ne moremo si predstavljati vzdržnega energetskega sistema in sočasno pa seveda razvijati potem tudi ostale obnovljive vire energije, tako sončno kot vetrno in pa ne nazadnje tudi hidro. V Sloveniji imamo morda to prednost, da je naš energetski model vzdržen in zelo dobro zasnovan, da si lahko privoščimo malo večji delež teh obnovljivih virov energije. Z trenutkom zapiranja konvencionalnega vira, kot je TEŠ, to pomeni, da omrežje izgubi enega pomembnega proizvajalca, ki je lahko fleksibilen, kar pomeni, da tudi umeščanje obnovljivih virov bo s tem postalo težje. Zato je nujno, da zgradimo dober, stabilen vir tudi s konvencionalnimi viri. V tem primeru seveda je tu nekako jedrska v ospredju in pa z nekimi manjšimi plinskimi enotami, ki bodo podpirale to omrežje v času, ko sonce ne sveti, ko veter ne piha in pa seveda tudi, ko je malo slabša hidrologija. Namreč moramo vedeti, da takrat te energije ni. To je predvsem kritično obdobje od jeseni, nekje od oktobra pa do meseca marca. Zato je potrebno takrat zagotoviti neke stabilne vire in tu govorimo o energetiki nekako, da je potrebno iti z roko v roki. In če povzamem, se pravi do leta 2030, predvsem poudarek na obnovljivih virih, kar se tiče hidroenergije, in pa po letu 2030 poudarek potem na klasičnih virih, to je pa predvsem na nuklearni energiji. Kaj pa na strani porabnikov? Kakšne trende gre pričakovati na strani porabe energije? Ja, v Sloveniji smo v zanimivi situaciji, kljub temu, da proizvedemo lepo količino električne energije za svoje potrebe, smo še vedno energetsko odvisni. Strani Agencije za energijo je bilo za leto 2019 dan podatek, da smo v bistvu še nekje okoli 17% energetsko odvisni. Zdaj tudi ocene in pa projekcije nacionalnega energetskega podnebnega načrta, ki ga je sprejela tudi Evropska komisija, poslala ga Slovenija v Bruselj namreč, nakazujejo, da se bojo do leta 2030 ta poraba električne energije povečala za 10% današnje. To pomeni še dodatne 1,2 teravatne ure porabe. In pa nekje do leta 2050 so podatki, da se bo poraba električne energije povečala za 50%. Namreč tu moramo vedeti, da v ospredje prihaja ta zeleni razvoj, kar pomeni, da iz konvencionalnih avtomobilov se počasi selimo na električne avtomobile, potem zelo pomemben poudarek je tudi na digitalizaciji, ki se odvija. Tako da tukaj je kar velik izzivov in pa novih tehnologij, ki prihajajo, pa ne nazadnje, če omenimo tudi toplotne črpalke, ki so eni izmed večjih virov porabnikov. Tako da tukaj je kar drastičen premik v porabi energije se pričakuje, tako da zato bo potrebno razmišljati in pa graditi in izkoriščati vse možnosti, ki jih imamo s energetskimi tehnologijami trenutno na voljo.
Hvala za enkrat, gospod Boštjan Pišotek. Preden pa se dotakneva naslednje teme in sicer novih proizvodnih tehnologij, pa si privoščimo glasbeni premor. V oddaji Odgovori na mestu na Radio Brežice EU danes moj gost, energetski strokovnjak, gospod Boštjan Pišotek. Gospod Pišotek, v prvem delu ste povedali veliko o trajnostnem razvoju in načrtih na področju energetike. Povedali ste tudi, da glede na trend porabe električne energije v prihodnosti ne bodo zadostovale sončne elektrarne, se pravi, smo primorani uporabiti naše reke. Drži, sončne elektrarne so v redu tehnologija, vendar samo kot dopolnilo ostalim obnovljivim virom, tu predvsem hidroenergiji. Hidroenergija ima prednost to, da ima hkrati z svojimi pretočnimi akumulacij tudi hranilnik energije in nujno je potrebno najprej vzpostaviti te pretočne hranilnike, da lahko potem širimo tudi omrežje sončnih elektrarn, ki pa še enkrat poudarjam, so lahko zgolj dopolnilo enim takim resnem in pa vzdržnem sistemu. V svetu potekajo številne raziskave z namenom uvedbe novih proizvodnih tehnologij za pridobivanje okolju prijazne energije. Kaj je razlog, da se nekatere nove tehnologije tržno ne morejo dovolj hitro uveljaviti? V bistvu preprosto, ker ekonomsko še niso vzdržne trenutno. Gre za več ali manj neke manjše pilotne projekte, ki pa potem, ko trčimo na masovno oziroma širši ekonomski obseg, trčimo na ta problem, da so te tehnologije še vedno preveč negotove v primerjavi z obstoječim. In tudi, če bi danes bili sposobni razviti tehnologijo, ki bi bila energetsko enako učinkovita, ki bi cenovno bila primerljiva z obstoječimi rešitvami, pridemo do problema, da so te tehnologije še vedno nepreizkušene skozi celoten njen življenjski cikel. Če pogledamo recimo nuklearno energijo ali pa tudi hidroenergijo, ti objekti so že 100 let in več v okolju in znamo z njimi in obratovati, in vzdrževati, in pa tudi reševati različne probleme. Drugi problem je pa seveda tudi zakonodajni problemi, ki se pojavijo ob nekih novih tehnologijah in na katere odgovore še nismo dobili na vprašanja, ki jih s seboj prinašajo te nove tehnologije. Seveda zdaj imamo v bistvu dva načina, kako te nove tehnologije uvesti. Eno je, da je tehnologija že sama po sebi dovolj zanimiva, da jo uporabnik ali pa potrošnik osvoji oziroma bomo rekli nabavi. Druga stran pa je neke vrste po angleško pull sistem, se pravi, da z nekimi dodatnimi davki ali pa obremenitvami, kot so v našem primeru CO2 kuponi, spodbudimo ta razvoj. In to se dogaja ravno sedaj, ko cene emisijskih kuponov CO2 naraščajo čez vse meje, se pravi, pred kratkim je že cena dosegla 54 evrov plus, kar pomeni, da bomo primorani vpeljevati čim več teh novih tehnologij, ki so brezoglične. Ko govorimo o brezogličnih tehnologijah, govorimo pa tudi tako o obnovljivih virih energije, kot pa tudi nuklearni energiji. Torej, kako je z učinkovitostjo posameznih tehnologij z vidika njihovega celotnega življenjskega cikla? Ja, energetiki radi govorimo o tako imenovanem faktorju ROI. To je po angleško Energy Return of Energy Invested, kar pomeni, koliko energije je potrebno vložiti v pridobivanje ene enote tehnologije, ki bo potem skozi svoj življenjski cikel dajala neko energijo. In če primerjamo to razmerje med vloženo energijo za pridobivanje te tehnologije in pa potem izplen, koliko ga ta tehnologija da v celotnem življenjskem ciklu, govorimo o razmerju nekje od se pravi, eno enoto vložimo, da dobimo 10 enot sončne energije ali pa vetrne, potem malo boljše so termoelektrarne, se pravi, za eno vloženo enoto dobimo nekje okoli 40 enot električne energije, še boljše so hidroelektrarne, kjer imamo nekje razmerje 1:80, se pravi, za isto enoto, ki jo vložimo v proizvodnjo sončne elektrarne oziroma v življenjski cikel sončne elektrarne, pri hidroelektrarni dobimo 80 enot namesto 10 tistih, ki jih dobimo iz sončnih ali pa vetrnih elektrarn. Seveda najbolj učinkovita pa je na dolgi rok nuklearna elektrarna, ki pa ima ta faktor oziroma razmerje tudi 1:100 in več. Se pravi, za eno vloženo enoto v celotnem življenjskem ciklu dobimo 100 enot električne energije. Podnebne spremembe so dejstvo in čakajo nas prilagoditve. Po drugi strani Slovenija razpolaga z naravnimi viri, katerih potencial je dejansko izredno velik. Človek in civilizacija se je vse skozi razvijala ob rekah in vodah. V kolikšni meri vsa ta vlaganja, govorimo o hidroenergiji, sledijo strategiji Slovenije? Ja, prav ste ugotovila. V bistvu Slovenija z naravnimi viri zelo dobro razpolaga, predvsem sta tu voda in pa les. Tu imamo stališče naravnih virov največji potencial in tudi največje priložnosti.
Danes jih nekje uporabljamo za proizvodnjo električne energije iz hidroelektrarn v nekem obsegu 4 teravatnih ur, kar pomeni 1/3 proizvodnje, imamo pa še vedno na razpolago 2 do 3 teravatne ure. Tako da tu so projekti, ki jih je potrebno uresničiti. Zdaj pri hidroenergiji moramo se zavedati, da gre v zadnjem času za večnamenske projekte z multiplikativnimi učinki. To pomeni ne, da samo se gradijo hidroelektrarne z namenom izgradnje in pridobivanja električne energije, vendar so ti cilji mnogo bolj obširni. Tu po eni strani rešujemo v prvi meri najbolj pomembno problematiko poplavne varnosti. Konkretno, če pogledamo tudi spodnjesavsko verigo hidroelektrarn, se je v bistvu poplavna varnost rešila vse od Zidanega mosta pa do Brežic. Tu ostaja še zadnji delček, ki je povezan s hidroelektrarno Mokrice, ki protipoplavno še žal trenutno ni rešen in se bo rešil potem za izgradnjo hidroelektrarne Mokrice. Je pa zelo pomembno izpostaviti tudi pozitiven vpliv na podtalnico. Namreč, ko zgradimo en tak zadrževalnik vode, to pomeni, da se tudi podtalnica stabilizira in pa obogati. Predvsem je to pomembno s stališča kmetovanja. Namreč poleti smo priča daljšim sušnim obdobjem in imamo kar nekaj lepih primerov ob Savskem bazenu, polj, ki so uspešno ozelenela čez celotno sušno obdobje. Kar pomeni na eni strani poplavna varnost, potem po drugi strani imamo pozitiven vpliv na podtalnico in pa da ne govorimo še o številnih ostalih učinkih, kot so razvoj kraja, lokalnih skupnosti. Nenazadnje pri tem projektu sodeluje tudi lokalne skupnosti z umeščanjem raznih športnih centrov in parkov in podobno. Ljudje zopet dobijo nek prostor, znotraj katerega se lahko gibajo, tako da pomembno je, da so ti projekti hidroenergetski, in to je praktičen primer spodnjesavske elektrarn, da so namenjene širši rabi in pa da se ta obrečni prostor porazdeli za interese različnih deležnikov. Se pravi, na eni strani je interes države, da uredi protipoplavno varnost, potem interes lokalne skupnosti, da se kraj in pa lokalno gospodarstvo razvija in pa seveda potem nenazadnje tudi cilj investitorja, da v sonaravnem okolju razvija okolju prijazne in pa podnebnim spremembam prijazne vire tehnologij, to so v tem primeru hidroelektrarne. Omenili ste stabilizacijo podtalnice. Kaj konkretno ste mislili s tem? V bistvu s tem, ko se v pretočni akumulaciji dvigne nivo površinske vode, se sočasno stabilizira oziroma dvignejo tudi zaloge podtalnice oziroma nivoji podtalnice. To je ugodno iz 2 stališč. Prvo stališče je, da v sušnem obdobju tako pridobimo boljše in pa večje zaloge pitne vode in tudi vode za potrebe kmetijske predelave. Drugo stališče pa je, da v času poplavnih voda oziroma daljših deževnih obdobij preprečimo, da bi podtalnica vdirala v kleti prebivalcev. Primer izgradnje verige hidroelektrarn na spodnji Savi je lep primer večnamenskega projekta in tvornega sodelovanja deležnikov v prostoru. Kateri pa so bistveni učinki tovrstnih projektov? Če gledamo iz stališča okoljskega vidika, je seveda najbolj pozitiven učinek, da gre za zelene tehnologije, ker ni izpustov CO2. Za primerjavo lahko navedemo v bistvu, da veriga spodnjesavskih elektrarn priskrbi oziroma oskrbi 170.000 gospodinjstev, kar je približno 20% porabe slovenskih gospodinjstev oziroma 1/5 termoelektrarne Šoštanj, ki jo proizvede. Potem, če gledamo z gospodarskega vidika, je pomembno, da so ti projekti oziroma investicije v rokah domačega gospodarstva. Nekje v 90% celoten projekt oziroma celotno investicijo izvede slovensko gospodarstvo. In pa zelo pomembno, ki se zelo malo v današnjem času govori, pa je tudi, da so hidroelektrarne pomemben stabilizator sistemskega omrežja, se pravi kot vir sistemskih storitev, namreč vloga hidroelektrarn je, da na eni strani proizvajajo brezogljično oziroma nizkoogljično električno energijo, po drugi strani pa tudi lahko hranijo količine energije, ki jo v nekem sončnem dnevu pridobimo iz sončnih elektrarn in jo je potem potrebno shraniti. Pa seveda potem še drugi številni učinki. Strokovnjaki iz Makroekonomskega urada Republike Slovenije so celo napravili eno študijo, katera kaže, da se v celotnem življenjskem ciklu oziroma v koncesijski dobi 50 let 6-krat več proračunskih sredstev vrne v slovenski proračun, kot pa jih država financira za potrebe izgradnje infrastrukturnega dela projekta hidroelektrarn.
Vsi pa potem seveda vemo, da iz proračuna se pa financira tako zdravstvo, šolstvo, pokojnine, tako da to so najbolj neposredni učinki, ki jih ima tak projekt na samo državo in tudi državljane. Poleg tega pa še polepša naše okolje, tako kot je nam Brežičanom, na primer Brežiško morje. Točno tako. Gospod Pišotek, v tokratnem pogovoru sva praktično osrednjo pozornost namenila pogledu na prihodnost energetskega in okoljskega razvoja Slovenije. Za zaključek morda še nekoliko futuristično vprašanje. Se Sloveniji lahko zgodi električni mrk? Znani so namreč primeri po svetu v 30 letih prejšnjega stoletja. Razpad jugovzhodnega dela evropskega omrežja, ki se je začel na Hrvaškem januarja letos, recimo je svež primer. Tako je, sploh nismo daleč od kakšnega takšnega scenarija, za katerega si seveda nihče ne želi. Moramo vedeti, da je Avstrijska univerza celo naredila neko študijo, ki izkazuje, da enodnevni razpad elektroenergetskega sistema bi za Slovenijo v nekem zimskem dnevu pomenil izpad okoli 200 milijonov evrov, če gledamo vse neposredne in posredne učinke. Prav zato je pomembno, da pri snovanju energetske politike in pa vpeljavi vseh teh novih tehnologij smo pametni, povezovalni in posodelovalni, da bomo po eni strani zasledovali ta koncept, ki so ga nam pustili tudi naši predniki, o vzdržnem energetskem modelu in ga bomo z novimi tehnologijami in pa z novimi viri nadaljevali tudi v prihodnje. Če povemo preprosto, električna energija je temelj sodobnega načina življenja, tehnološkega razvoja in doseganja podnebne nevtralnosti. In konec koncev, brez električne energije tudi današnjega pogovora ne bi mogli spremljati. Gospod Boštjan Pišotek, najlepša hvala za današnji pogovor in obisk v studiu ter srečno. Hvala za povabilo in srečno tudi vam. Odgovori na mestu.